Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Božji načrt je bil to, da sva šla na to potovanje v Indijo. Bilo je velik blagoslov, da so uspela videti misijonsko službo iz različnih zornih kotov. Sodelujemo že toliko časa. Potovanje v Indijo in to že od samega začetka, ko se tja napoti medicinska ekipa in vsi člani posadke, ki so vpleteni v dogajanje, vse to je resnično. Oni so tam zato, ker imajo radi ljudi in ker se hočejo oddolžiti in blagoslavljati ljudi. Joyce to dela, lahko bi bila doma in hodila okrog s svojimi vnuki. Mislim, da si je ona izbrala takšna potovanja po vsem svetu, ker tako močno čuti, da želi biti blagoslov za ljudi. To je bilo nekaj tako nenavadnega, da smo šli v Indijo z naslednjim namenom. Ves ta denar, ki smo ga darovali, je bil blagoslov za druge ljudi. Podobno je kot pa lokalna cerkvena skupnost dela za uboge nasičuje lačne. Joyce pa je v tem trenutku sposobna, da se dotakne milijonov in milijonov ljudi. Ne morem si niti misliti, koliko ljudi se dotakne. Samo pomislite, kako je lahko vaš denar razdeljen na vse strani sveta in tudi v Ameriki. Vem, da je šel v prave roke. Lahko vam samo povem, misijonska služba je resnična in ni nekaj namišljenega. Joyce Meyer vodi zares močno misijonsko službo. Niste samo vi blagoslovljeni, ko poslušate njene govore in poskušate svoje življenje naravnati po Božji besedi, ampak boste blagoslovljeni, ko darujete njej, kajti njen denar je blagoslov nekje drugje v svetu. Danes bom poučevala, kako razviti držo usmiljenja. Prav? Tukaj ni nobenega, ki bi mislil, da ne potrebuje usmiljenja? Mi vsi vemo, da potrebujemo Božjo milost in usmiljenje. Verjetno nihče ne misli, da ne potrebuje Božjega usmiljenja. Vsi ga potrebujemo. Zanimivo pa je to, da bo veliko ljudi reklo, dobro, vemo, da je Bog usmiljen, vendar pa ne moremo prejeti tega usmiljenja zase. Neverjetno je, kako dobro lahko poznavalci Svetega pisma pridigamo drugim ljudem in kako malo to uporabimo zase. Veste, ko imate problem in bi uporabili isti nasvet, ki ste ga pripravili za nekoga drugega, saj ne, da mi ne bi vedeli odgovora, le ne uporabimo tega za svoje probleme. Na začetku naj vam povem, da ne morete dajati nekaj, česar nimate. Jaz vam govorim, da bodite usmiljeni do drugih. Vzela si bom nekaj minut in vam povedala, da se morate naučiti, kako stalno prejemati milost vsak dan. Čudovita stvar glede milosti je v tem, da smo za sprejem le-te neupravičeni, nezasluženi, in je veliko več, kot jo sploh lahko uporabimo. Božja milost je vsak dan nova. Tako vi ne dobite samo določeno količino milosti v svojem življenju ali Božjega usmiljenja v vsakem tednu ali za vsak dan. Vendar, kakor dolgo ste pripravljeni, da sprejemate, vam bo Bog dajal. Prepričana sem, da je precejšnje število ljudi tukaj, ki imajo takšen oseben odnos z Bogom. Ko se čutite nezadostne, da ste padli, vendar se Bog prav sedaj steguje k vam po mojem govoru in vam ponuja svojo milost. Za vas je najboljši čas, da jo sprejmete. Sprejmite jo. Rekla sem, sprejmite. Vzemite si velik odmerek in storite to, kar ima Bog pripravljeno za vaše življenje. Čas je, da se premaknete iz mrtve točke. Danes segamo v tisto področje življenja, kjer je nastal zamašek. Ali vam lahko samo rečem, da z Bogom sploh ni tako težko sodelovati, kot si nekateri mislite? Amen. On je zelo preprost. On ima sicer veliko navodil in bi rad, da bi jim sledili. Vendar samo zato, ker so ta navodila dobra za nas in ne zato, ker bi bil proti nam. Če ne napravimo stvari, ki jih Bog hoče, da bi jih storili. Ko smo se naučili, kako prejeti milost in smo osredotočeni na to, da jo prejemamo dnevno, bi moralo biti veliko lažje, da jo posredujemo tudi drugim ljudem. Mislim, da je en razlog, zakaj ne posredujemo milosti drugim ljudem v takšni meri, kot bi jo morali, ker enostavno pozabimo na Božjo milost, ki nam jo Bog vsak dan podarja.
Vsak dan. Veste, da je apostol Pavel rekel? On je bil tako prevzet od tega, da je apostol, ker je prej preganjal cerkev. On je na čudovit način izjavil: po Božji milosti sem to, kar sem. Jaz sem to, kar sem, po Božji milosti. Tako sem vam mislila povedati nekaj stvari o tem, kar sem napravila v zadnjih nekaj tednih. Ne morem biti ponosna na to, vendar ta 2 tedna nista bila najbolj sveta v mojem življenju. Včasih sem nekoliko bolj sveta, kot sem zopet kdaj drugič. Ne vem kako, vendar včasih imam slab dan. Pravzaprav sem pred 2 tednoma lagala. Pri tem se počutim zelo slabo. Kaj pa vi? Moj mož David bo rekel: nič ne vem o tem. Seveda ne. Če bom povedala njemu, bo vedel cel svet. Spomnim se, da sem lansko leto rekla: ena stvar je, ki je nikoli ne storim, jaz ne lažem. Veste, to je najslabša stvar na svetu, ki jo lahko storite. Vi vsi se poskušate otresti vtisa, da je razlagalka Svetega pisma lagala, a ni tako? Nisem se niti zavedala, da sem lagala. Zbudila sem se ob 3 zjutraj in mi je Bog razodel, da sem lagala. On je zelo dober, da vam pove stvari. To je v naše dobro, ker on hoče, da se pokesamo in se otresemo teh stvari. Tako vam nikoli ni potrebno, da vas je strah kazni. Vsakič, ko vam Bog pokaže nekaj, kar ste storili narobe, bi se morali veseliti, kajti strašljivo je misliti, da sem lahko storila nekaj takšnega in se tega sploh nisem zavedala. Zares lahko nekateri storijo te stvari in se jim ne bo nikoli razodelo, da je to laž. Takšne so torej te stvari. Ko sem izpolnjevala vprašalnik pred zdravstvenim pregledom, veste, ti vprašalniki so tako nadležni. Mislim, lahko greste na primer k kozmetičarki in hoče videti toliko podrobnosti o vas, kar pa ni v njihovi pristojnosti. Jaz samo želim, da me namažete po obrazu, ni vam treba vedeti vsega, kar gre v moje telo, hvala. Zdravila, ki jih jemljem, vas nič ne brigajo, hočem samo obrazno nego. Ugotovila sem, da se hoče prepričati, da mi ne bi kaj škodovalo ali kaj podobnega. A se kdo izmed vas zdaj počuti na podoben način, kot da bi vsakdo, ko si hočete priskrbiti najbolj proste stvari in so kot... No, izpolnjevala sem ta vprašalnik, postavili so mi vprašanje in jaz sem si mislila, to vas pa nič ne briga. Seveda nisem hotela napisati, to vas nič ne briga. Namesto tega sem se zlagala. Ampak takrat se nisem niti zavedala, da sem lagala. A lahko imate malo sočutja do mene danes? Zares mi je žal, če še niste bili na mojih srečanjih ali me niste nikoli poslušali, vendar takšna sem. Povem vam pač po resnici. To je to, kar morate storiti. Zares sem premišljala o tem, ali naj vam to sploh povem ali ne, kajti mislila sem si, če bom stala pred polno dvorano, vendar kako? Če obstaja majhna laž, če sploh obstaja kaj takega kot majhna laž, potem je to bila ena izmed njih. Mislila sem, da je laž. Vsekakor moj odgovor je bil da in sem to zanikala. In potem sem nadaljevala svoje delo in nisem mislila več na to, koliko izmed vas je storilo kaj takega. A vsi? No vsi, razen kak človek, ki sedi v prvi vrsti. In tudi, če bi oni, ki v prvi vrsti sedijo kaj takega storili, ne bi nikoli priznali. Veste, kako je to in jaz sem se spokorila. Ves dan sem delala pokoro, kajti ni mi bilo všeč, da sem to storila. Bilo me je sram. Ampak nisem bila obsojena. Še vedno zmajujem z glavo in si mislim, ne morem verjeti, da sem lagala. Ampak sem vesela, da sem to spregledala. Bog na podoben način ravna z nami vsemi, tako da nam odkriva napake plast za plastjo, kot da bi lupili čebulo. Pred 10 leti vam to sploh ne bi bilo mar in niste niti pomislili na to, vendar enostavno niste videli, vendar sedaj, ko ste bližje Bogu, to vidite. Vidite, bolj, ko ste blizu Bogu, več kot molite in želite delovati, kot je deloval Jezus,
bolj natančno vidite. To leto sem si izbrala molitev citat iz Svetega pisma, trdno sem namenjen, da spoznam njega in njegovo moč stajenja, ki me vzdigne izmed mrtvih, medtem ko sem še v telesu. Ko bomo z Jezusom vpleteni v tako domačem in osebnem razmerju, bomo zaznali stvari o nas samih, ki jih nismo videli prejšnje leto. In naslednje leto bomo spoznali stvari, ki jih nismo to leto. On nas spreminja v svojo podobo iz slave v slavo, vendar pa nas ne spreminja brez spoznanja krivde v moči Svetega Duha. Naučite se razlikovati med spoznanjem krivde in obsodbo. Spoznanje krivde vam pokaže, kaj ste storili in ste tako pripravljeni, da ostanete. Obsodba pa vas obteži tako, da se pokrezate dol, vedno bolj dol. Imate moreč občutek, da niste dobri in da se Bog jezi na vas. Druga stvar, ker sem jo pogosto storila, da sem nekaj načrtovala, ne da bi prej vprašala Boga. Imela sem načrt. In ne samo to, tudi druge ljudi sem vključila v ta načrt, ker jih zlahka navdušim. Potem smo mi vsi imeli načrt. Vsi smo hodili v tej smeri in vsi smo govorili o našem načrtu. Nekega dne pa sem pomislila, nisem popolnoma mirna. Kaj pa je narobe? Seveda, napravila sem prav tisto stvar, ki sem vsakemu drugemu govorila, naj ne stori. Načrtovala sem in šele na to molila, da bi ta načrt deloval. Dajte, no. Nisem najprej molila in potem napravila načrta. Načrtovala sem sama in na to molila, da Bog blagoslovi moj načrt. Dajte, no. Danes imamo spoved. Morala sem se spokoriti zaradi tega. Nato še ta teden. Kajti tisti dve stvari sta bile prejšnji teden. Ob koncu tedna sem se obnašala kar v redu, vendar pa ne ta teden. Ta teden sem bila zelo neočakana v vsaki situaciji. Toliko stvari se je odvijalo in za toliko stvari sem morala poskrbeti in sem kar preskočila čez rob. A se vam kdaj to zgodi? Vi si mislite, vem, da bo neumno izpadlo, vendar bom vseeno tako storil. Mislim, na eni stopnji ne vemo, da bomo tako delovali in se ne moreš nadzorovati. Nekako se samo odločite in... bla, 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 bla. No, to sem storila pred svojimi otroci in to zares ni bilo dobro. To dejstvo samo še poslabša. Potem, ko sem bila nepotrpežljiva, sem se neprestano pritoževala. To je sedaj moja resnična spoved in pomanjkanje svetosti v zadnjih 2 tednih. To sem vam povedala zato, kajti tukaj pred vami stojim po Božji milosti. Amen. Pričakujem, da bom drugi teden imela boljše dneve. Ko me boste v ponedeljek zjutraj videli na TV zaslonih, vam obljubim, da bom to popravila. Koliko izmed vas me ima prav tako radi in mislite, da je prav, če vam povem po resnici? Vidite, da mi ne bo preveč težko v naslednjih 2 tednih, ker bom dobila milost za vse drugo. Vi veste, da je razlog v tem, ker sem resno pregledala vsako posamezno stvar in si mislila: ojej, Bog je tako dober. On mi je naklonjen in me še vedno blagoslavlja ter me uporablja. Veste, da danes čutim Božjo prisotnost. On se ni umaknil zato, ker jaz nisem bila popolna zadnjih 2 tednih. Bog je še pomnožil milost za vas. Vse, kar morate storiti, je, da se iztegnete in jo sprejmete. Ne bodite tako osredotočeni na to, kar vi delate narobe, bodite osredotočeni na to, kar je Jezus storil prav. Amen. Rekla sem in zapomnite si to, da sem se zares pokesala za vsako stvar. Ni dovolj samo, da takšno stvar osvetlimo. Vendar pa moramo biti zelo usmiljeni. Sedaj vam bom prebrala zgodbo, ki je precej zanimiva. Rada jo imam in govori, kako deluje Bog. Ta zgodba govori o milosti in odpuščanju, ki ga je izkusil en zapornik. Charles Manuel je ubil tujca po imenu Johnny Ebarb.
Sedaj je v dosmrtni ječi v državi Louisiana v Ameriki. Bill Ebarb, ki je brat pokojnega, se je znašel v čustvenem zaporu, ker je bil poln zagrenjenosti, jeze in neodpuščanja. V zaporu je Charles prebiral Sveto pismo. Pod roke mu je prišla tudi knjiga Joyce Meyer z naslovom Bojno polje uma. On je začel prositi Boga za odpuščanje. Končno se je začel zavedati, da mu je Bog odpustil. Potem je začel prositi Boga, da bi pomagal družini Ebarb, da bi mu odpustili, ker jim je ubil Johnnyja. 2 ali 3 leta je tako molil. Medtem ko je bil v zaporu, so njegovo hčerko ubili, streljali so na njo in zbežali. Tako je on sam občutil bolečino, kot jo je pred družina Ebarb. Čutil je maščevanje in neodpuščanje kot oni. Bog je začel govoriti v njegovem srcu in mu rekel, ti ne moreš prositi za odpuščanje, če ne odpustiš najprej osebi, ki je vzela življenje tvoji hčerki. Tako je on odpustil tej osebi, ki je vzela življenje njegovi hčerki. Čeprav on ni vedel za to, je medtem istočasno Bog deloval na Billa Ebarb, tako da je odpustil Charlesu. Sedaj se hočem prepričati, da niste izpustili nobene podrobnosti. Ta človek v zaporu je molil za družino tistega, ki ga je ubil, da bi mu odpustili. Tako je molil 2 do 3 leta. On je moral odpustiti nekomu drugemu, ki mu je ubil njegovo hčerko. Medtem ko je on molil, je Bog deloval na tega moža tukaj, da mu je lahko odpustil. Naj vam nekaj povem. Ko mi molimo, gre Bog na delo. Rekla sem, ko mi molimo, gre Bog na delo. Molil je 2 do 3 leta, samo zato, ker ne vidite neposrednega odziva na vašo molitev, to še ne pomeni, da Bog ne deluje. Ena izmed najboljših stvari, ki jih moramo vsak dan izreči, je Bog deluje v mojo korist. Ni pomembno, kaj vidim, Bog deluje. Tako dolgo, kot verujete, Bog deluje. Amen. Bill je končno vprašal, če se lahko sreča s Charlesom v zaporu. Točno pred 18 leti je bil njegov brat ubit. Bill je šel v zapor, pogledal Charlesa in rekel, odpustim ti. Oba sta tisti dan sprejela ozdravljenje. Charlesu je družina odpustila. Bill pa se je osvobodil svoje zagrenjenosti, jeze in zamire. Neverjetne spremembe v življenju Charlesa Emanuela so pripomogle, da sedaj skupaj z Billom sodeluje v programu za pomoč žrtvam in da zaporniki najdejo odpuščanje. To je tisto, kar jaz imenujem popoln preobrat. Vi sedaj niste preveč navdušeni, tako kot bi morali biti. Vidite, nekateri izmed vas si mislite, no to je nekoliko preveč zame. Naj vam nekaj povem, ni potrebno, da kogarkoli sovražimo. In to prav zaradi Božje milosti. Ni potrebno, da smo zagrenjeni, koga sovražimo in zamirimo. Ni potrebno, da sovražimo sami sebe za stvari, ki smo jih storili. Ni potrebno sovražiti drugih zaradi stvari, ki so nam jih storili. Kajti, ko to storimo, uničujemo svojo lastno dušo. Poslušajte me, tako sem navdušena. Pred kratkim je Charles pridobil pomilostitev. Sedaj čaka na podpis predsednika države, da ga izpustijo. Dajte no, slavimo Gospoda. To je samo ena zgodba, čudovita zgodba o odpuščanju in kaj lahko storita odpuščanje ter milost v zapornikovem življenju. Poglejmo Psalm 86. Sveto pismo je polno besedil, ki govorijo o Božjem usmiljanju. To je samo en primer. Vendar vam hočem prebrati nekaj takšnih citatov. Bodi usmiljen in milostljiv, o Gospod, kajti ves dan kličem k tebi. Všeč mi je to. Morda bi morali zamenjati klicanje za milost. Bodi usmiljen z mano, o Bog. Bodi usmiljen z menoj, o Bog. Mogoče bi morali izreči enkrat na dan, 2-krat, 10-krat, 20-krat na dan. Bodi usmiljen z mano, o Bog. 5. vrstica. O Gospod, ti si dober in pripravljen odpuščati. Prav. Sedaj hočem, da se osredotočite na besedilo. Pripravljen odpuščati. Pripravljen odpuščati. Prišla sem do odločilne točke. Preden zapustimo hišo, zjutraj moramo postaviti svoj glede tega, kako se bomo ta dan obnašali. Ne čakajte samo, da stvari pridejo k vam in vas presenetijo.
Vsako jutro preizkušajte svoje srce in se sprašujte, ali sem na koga jezen. Če ste jezni, potem se posvetite najprej temu, kajti če je v vas jeza, bo prišla tudi iz vas. Pismo Kološanom 3 pravi, nadenite si usmiljenje. Kološanom 3. Nadenite si usmiljenje, naklonjenost, sočutje, to je nekaj, kar morate načrtovati namenoma. Ni tako, da stopite zjutraj v kopalnico in rečete, želim, da bi obleka bila na meni, pri tem pa bi obleka sama skočila iz vašega obešalnika na vaše telo. Ne moremo biti pasivni in upati, da bomo delovali usmiljeno. Mi se moramo odločiti za to, odločiti se in še enkrat odločiti. To moramo načrtovati. Načrtujte. Če me bo kdo danes ranil, mu bom že odpustil, še preden konča z žalitvami. Kdorkoli me žali, mu odpustim. Zakaj? Zato, ker je Bog usmiljen do mene. Kajti ti, Gospod, si dober in pripravljen odpuščati. A vam ni to všeč? Pripravljen odpuščati naše prestopke in jih poslati proč tako, da popolnoma in zavedno izginejo. Ti si poln usmiljenja in ljubeznive prijaznosti do vseh, ki te kličejo. 13. vrstica. Zakaj velika je tvoja dobrota in naklonjenost do mene? 15. vrstica. A ti, Gospod, si usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi. Tako številčna so besedila o usmiljenju, da jih je težko prešteti. V Matejevem evangeliju 11. poglavje 28. do 30. vrstica poklicani smo v takšen življenjski stil, ki bo napravil naše življenje veliko lažje, če bomo temu sledili. Poglejmo Matejev evangelij 11. poglavje 28. vrstica. Koliko izmed vas misli, da je ljubiti ljudi veliko lažje, kot pa jih sovražiti? Mogoče 20%? Ponovno vas bom vprašala, koliko izmed vas misli, da je ljubiti ljudi lažje, kot pa jih sovražiti? Sedaj vidite, da nekateri, ki ste dvignili roko, boste morali iti vase in nekomu odpustiti. Seveda so ljudje, ki so prišli sem z jezo v srcu. Mogoče ste celo prišli sem z osebo, na katero ste jezni. Kdo ve, veliko jeznih ljudi hodi v cerkev. Matejev evangelij 11:28. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Jaz vam bom dal počitek. To, da pridete k njemu, je zares vabilo, ne samo, da pridemo, ampak da se tudi česa naučimo. Jaz bom dal mir vašim dušam, jih olajšal in poživil. Bog hoče, da bo vaše življenje bolj enostavno. Moje sporočilo za vas je v tem, da ste usmiljeni do drugih ljudi in da usmiljenje tudi sprejemate. Tako bo vaše življenje postalo bolj lahkotno. Ni treba poskušati nekaj, kar je težko. Odpustiti ljudem ni težko, težko je sovražiti. Težko je, če ste ves dan jezni. Težko je, če ste ves dan zagrenjeni. Težko je, če ves dan mislite samo na to, kar so vam drugi storili. To je težko. Odpuščati je lahko, vendar pa tega ne morete storiti brez ponižnosti. Edini način, da si lahko pridobimo ponižnost, je, da spoznamo, kako zelo smo daleč od Boga. Čudovito dejanje, ki ga je on storil za nas, ko se je spustil tako nizko, da je prišel dol na zemljo, si nadel človeško podobo, plača za vse naše grehe, je bil pretepen, bičan, krvavel je in umrl. Namesto nas je vzel naše kazen kot popolnoma nedolžno daritveno jagnje. Svojo kri je vzel v nebesa in jo postavil na prestol milosti. Dajte no. Da bi lahko bili mi tam za vedno, vse večne čase in prav ta presveta kri pričuje o milosti, usmiljenje za vse ljudi. Amen. Predvajana oddaja je bila plačana strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.